Zelo pomembna je izbira pravljic za naše otroke in že v najzgodnejšem otroštvu pomagamo tako otrokom izoblikovati zdrav odnos do sebe, seveda za izbiro pravljic. In naša naslednja gostja je poskrbela za vodnik v obliki otroške pravljice. Zapisana je na način, ki krepi otrokov celostni razvoj in razvoj otroških možganov. To je Tjaša Ravnikar, ki je napisala čudovito knjigo Gora, ki je ujela oblak. Dobro jutro. Dobro jutro, tudi vam. Ampak dajva najprej povedati, gre za prvo umološko pravljico oziroma knjigo. Kaj to sploh pomeni? Ja, to pomeni, da je pravljica res pisana na zelo premišljen način, pri katerem sem upoštevala to, kako vsebine nastajajo v otroku, kako se že od samega začetka posedajo, nalagajo, kako možgani delajo transakcije, skratka nek celostni razvoj, ne samo možganski, no, če tako po domače povem. Gre za izredno premišljeno knjigo. Kako ste jo zasnovali? Kako naj jo bere recimo 3-letnik ali pa potem pač otrok, ki je že v osnovni šoli? Ja. To je posebnost te knjigice, smo rekli, raste za otrokom, ker velikrat se zgodi, da kupaš neko aktualno knjigico za neko starostno obdobje in potem to parkrat prebereš, gre v kot, se pozabi, skratka, ne moramo večkrat uporabljati, zato je bil to ta cilj, da lahko knjigico prebera, ne vem, že starš novorojenčkov, ne zdaj celo, recimo uvodni nagovor, pa zaključek, ki hkrati uči starše, to sem hotela doseči, komunikacije s svojim otrokom, torej kakšne besede uporabljati, kako jih uporabljati, ta hvala prijetna, to božanje otrokovih razvijajočih se možgančkov pa dušice. Ko so starejši, seveda se lahko vse te dvogovore, potem pa postopoma dodaja. Tako da v bistvu, ker je to kar neki navodil, se je na koncu porodila še ideja, da smo ustvarjali še e-priročnik za starše, tako da v bistvu ob nakupu dobijo še to. Polovica tega e-priročnika so recimo zabavne naloge za otroke v drugem delu. Prvi del je namenjen zgolj staršem, da vedo, to je res tako še delovna različica, prosim, ja, ne se zdaj zelo do pike poglobiti vanjo, da v bistvu starši vedo, kaj prebrati, kdaj prebrati, kaj se lahko spusti. Ko je pa otrok, recimo, ne vem, enkrat že 10 plus star, pa seveda brez problema v eni sapi preberemo celo in jo tudi razume in mu je tudi še vedno zanimiva, no, ne glede na to, da je zanimiva v enem obdobju 5-letnikov, kasneje tudi 12-letnikov, recimo. Jaz sem sama naredila preizkus in sem knjigo prebrala svojima otrokoma, en je star 5, druga pa 3 leta in recimo prvi 5-letnik je seveda zelo lepo sprejel in tudi nekako poslušal in je rekel, jaz bi pa to mogoče povedal za bralno značko v vrtcu. 3-letnica je pa bila tako, mogoče pač ni še razumela vsega. Ampak kako pomembno je, da izberemo res tako pravljico, ki spodbuja pozitivni način razmišljanja, nekako krepi samopodoba otroka in pa spodbuja k dialogu, ne? Ja. Glede na to, kaj počnem, s čim se ukvarjam, moram reči, da sem kar malo kritična do branj, nasploh do vsebin, ki se pojavljajo, ampak danes govorimo konkretno o knjigah. In na eni strani, malo nehvaležno reči, ampak imamo knjižne dinozaure, ki so se brali že od ne vem kdaj in smo mi čustveno vezani na nje, starejše generacije, in se nam zdi prijetno, ko jih berejo. Mislim, da jih mi beremo, pa da jih mi svojim otrokom beremo, ampak enostavno nekako ne grejo v korak s časom. In moram reči, da bova se lotili tega pol, zakaj, niso v redu. Na drugi strani imamo pa novosti knjižne, ki se pa trudijo biti zdaj v celi poplavi vsega, kar nam je na voljo, pa tako moderne, pa tako angažirane, pa tako popularne, da pa v bistvu si pa dovoljujejo preveč, kakor bi si smele, glede na to, da je vendar ta vsebina še vedno samo otrokom namenjena. In zdaj, kaj sem pa s tem mislila povedati, če gremo gledati karkoli, kar je še vedno tudi v sistemih, od bralnih značk in po knjižnicah in tako, kar je tam, ogromno je neljubih dogodkov, dramatiziranja, neprimernega izražanja, potem imamo res kakšne strašljive situacije, imamo ogromno vojnih knjig, mislim, res, tega je ogromno prisotnega, nasilja, fizičnega, komunikacijskega, in potem v bistvu se po drugi strani pa tako malo hinavsko čudimo, kaj je zdaj, odkje naši otroci tukaj vsega pobirajo in izražanje in obnašanje. In agresija in tako dalje. In agresija in tako dalje. Dragi gledalci, če bi tudi vi želeli to krasno knjigico prebrati svojim otrokom, pokličite nas na telefonsko številko 01 473 07 01 in ta knjiga je lahko vaša.
prej ste omenili, da imamo knjižne dinozaure, ki jih seveda radi prebiramo svojim otrokom. Kaj to pomeni? Da rdeča kapica, trnulčica, sneguljčica in 7 palčkov, ne vem, in tako dalje, ne? Niso primerne pravljice za otroke, mogoče se ne skladajo s sodobnim načinom življenja. Eno je s sodobnim načinom življenja, drugo je pa z vsemi znanji, ki jih danes že imamo na voljo, pa jih mogoče včasih nismo imeli. Včasih se nismo ukvarjali, kako na koga vpliva, kako se razvijamo, kaj doprinese, kaj bo na nas vplivalo, če življenje, kar se naloži kot najbolj zgodnje vsebine v nas. Ampak danes pa smo tukaj in se o tem pogovarjamo. In temu primerno moramo tudi narediti lepo izbiro in pregled vsega, kar nam je bilo na voljo. Kje sem zgubila nit? Čiste stare pravljice, ki smo jih mi brali kot otroci, oziroma so nam jih starši prebirali, niso več primerne. Ena stvar je, da te klišeje predstavljajo, ampak sploh ne govorimo zdaj o tem, ampak nasploh res nasilje. In v bistvu, če recimo greva na konkreten primer, pa imava Pepelko in ima dve polsestri, ki sta katastrofalni, pa torej novo žensko v družini mačeho, ki jo muči, mislim, in to zdaj otrok prebira, potem si pa predstavljate, da pride do ločitve, pa pride do v bistvu prestrukturiranja družine. Zdaj, otrok, ki se je srečal s to pravljico, že ima neke vsebine posedene sam vase in bo na podlagi tega interpretiral med drugim tudi to novo nastalo situacijo. In se mogoče zaradi tega za odtenek slabš počutil, kot bi se sicer, če bi prebral neko moderno Pepelko z neko lepo, prijetno zgodbo. In nekdo bo prebral to vašo knjigo. Dobro jutro, kdo je v naši družbi? Dobro jutro, Ines pri telefonu. Lepo pozdravljeni, Ines. Tudi vi prebirate svojim otrokom pravljice, kaj recimo najraje poslušajo? Ena sicer jih že sama zdaj bere, ker je že 10-letnica. Super. No, ta druga je pa zdaj bo 3 mesece stara v nedeljo, tako da bo spet nova runda, ko bo treba brati. Odlično. Evo, tale knjiga je vaša, uživajte v branju in seveda se oglasite, ne? Nas bo zanimalo mogoče tudi kakšno mnenje, ne? 10-letnice. Kako bo razumela to knjigo. Hvala lepa. Velja, hvala, nasvidenje. Lahko povemo še, kar je zelo pomembno, da študirate tudi v Ameriki in med vašimi prijatelji, tudi prijatelji, lahko rečemo na nek način, ker se potem pogovarjate po predavanjih, ampak eden od profesorjev je Joe Dispenza, svetovno znani, med drugim, svetovno znani predavatelj. Zdaj, kako v bistvu se razvijajo ti otroški možgani? Kako pomembno je, da starši res namenimo več pozornosti knjigam, da se ne zadovoljimo s knjižno polico, recimo, ki jo imamo doma, in pa tudi s knjigami, ki so na voljo v knjižnicah. Bom skušala čim bolj po domače povedati, da ne zakompliciram preveč. Zadeva je v tem, da v prvi vrsti seveda starši so obremenjeni in zdaj vsakokrat pregledovati, kaj bo otrok dobil v branje, kar bi bilo edino pravilno, je nemogoče, tako da upam, da se na tem področju še kaj sistematizira, da bi bilo to olajšano, ampak dejansko bi morali pogledati, kaj bo otrok dobil v branje. Se pravim, ne samo starši, ampak oni prvi lahko začnejo, tudi stroka, ker veliko stvari ni primernih. In otroci danes vemo, da mi, ko se rodimo, pridemo brez mapic v glavi, če po domač povem. Potem se začnejo pa te mapice najprej nastajati za vsako področje, potem vse, kar podobnega zvejo o tem področju, nalagajo listke v te mapice in seveda te prve vsebine, ki se naložijo v nas, so v bistvu portfelj, so podlaga, temelji za vse, kar sledi. Mogoče samo za konec 3 stvari, na katere v bistvu moramo biti starši pozorni, ko recimo kupimo ali pa sposodimo knjigo v knjižnici. Kar direkt primer iz prakse, takoj kot odprete knjigo, če preberete že samo na prvih parih straneh, da je nekdo umrl, da se je nekdo stepil, da je nekdo dobil raka in umrl od sorodnikov, da so imeli prometno nesrečo, da je nekdo skoraj skrvavel, ali pa celo v naslovu, da imamo razne negativne pridevnike, jaz mislim, da moramo biti kar malo bolj strogi in potem odložimo in gremo res nekaj trapasto prijaznega iskati. Hvala lepa za ta pogovor in seveda uspešno naprej.